poslušate kaj podcaste? Okay. Ne, dosti ne sodelujejo, ne moram pomagati. YouTube videe pa gledate? Ne. Takoj vsi ven. Če smo vadili, da rečejo ja. No, v modi so zelo videi, v katerih gosti radi prinesejo kakšne zasebne predmete in jih potem pokažejo. Jože Robežnik ima stvar, recimo, ki je posvečena predmetom in njihovim pomenom v življenju gosta. V oddaji ta teden radi naskakujemo moderne trende, zato sem danes v studiu povabil naravnost iz obale našega stalnega korespondenta Marka Žerjala, ki že komaj čaka, da nam pokaže nekaj predmetov, ki mu v življenju veliko pomenijo. Marko, dobrodošel, lepo, da si prinesel malo morskega vonja v studio. Dobrodošel. Hvala. Preden začnemo, bi samo rad omenil, kako to niti približno ni bila moja ideja. Jaz, če bi 1000 let živel, se ne bi nekaj tako neumnega spomnil, pa ne da dvomim v Juretove sposobnosti, da se izmišljuje teme. Dobro. To ni bilo zdaj čist po scenariju, bomo pol odrezali. V bistvu ne bomo, ker nimamo več termina montaže. Tako da, Marko, daj raš povej, kaj si prinesel. No prav, moj prvi predmet danes je pivo. Ti si nor. Pivo je izjemna stvar. To je, vzameš sabo, odpreš si ga po službi ali pa med službo. Zakaj čakati? Mislim, to je... A si ti normalen? Med službo? Med službo ti takoj polepša dan. Tudi če ti šef da kakšna neumna navodila, kakšne neumne naloge, ki nikamor ne peljejo, odpreš eno pivo, takoj bo boljše. Če ne boljše, ti bo pa vsaj bolj ravno, da se boš osmešil pred 100 000 ljudmi po nepotrebnem. Marko, sem to bom rekel, v avli te hiše je tabla, na kateri piše, da je prepoved vnosa alkoholnih pijač. Kje? Pri dvigalu. Aha, jaz sem šel po novo štenga. Kaj si še prinesel? No, druga stvar, ki sem nesel, je tale nož. Ok. Nož je odlična stvar, zameti okoli sabo. Ljudje naenkrat postanejo neverjetno bolj ustrežljivi. Jaz se toplo priporočam, je res olajša življenje, no, ne vem. Marko, na isti tabli piše, da je vnos orožja tudi prepovedan. Ja? Potem, ko sem prišel z nožem, notri pa mahal okoli, zakaj mi ni noben ustavil? Mi je že žal. Marko, zdaj, kaj si še prinesel, pa ne, v bistvu me ne zanima, ampak daj vse tvoj. No, tretji predmet, ki sem ga prinesel, je tale čudovita šalica z mojim logom, ki jo lahko kupite za pičlih 11,99 € na moji spletni trgovini. Ne, čak, zdaj pa stop, ne, to bomo pa mogli vstaviti, Marko, to je... Kaj? Marko, to je reklama, ne moreš... Rekli smo, karkoli lahko prinesem. Ja, ne moreš delati reklamo za svoj merch iz YouTubea na televiziji. Bolj verjetno tudi ta naslednji predmet, knjiga Casino Banalo od Jure Godler, ne pride v poštev. A veš, da mi je všeč tvoja šalica? Ja, ne? Ja, v bistvu, a veš kaj, to je v bistvu ena šalica, ki ima slučajno tvojo sliko gor. Je tako? Kot je to ena knjiga, ki si jo slučajno ti napisal. Se zgodi pa. Okej, give me 5, to. I love it. Okej, zdaj, malo me je strah vprašati, ampak bom vseeno, ker zdaj v tej točki, ne vem, boš privlekel ven šop lastnike Kovač. Kaj je tvoja četrti? To imam doma v okvirju. Ne, moj zadnji predmet danes je tole, mleko brez laktoze. Mleko brez laktoze, to je pa zadnja stvar, ki bi pričakoval, da bo Marko Žerjal prinesel v studio. Zakaj? Mleko brez laktoze je super stvar. Je kot navadno mleko, samo da potem, ko ga popiješ, ne rabiš rad 30 minut v kosu. Ful dobra reč, lahko spiješ ga in nadaljuješ svojim dnevom, kot da ni bilo nič, brez da si pofarbaš kopalnico po nepotrebnem. Se pravi, te mleko požene bolj, ali kako bi rekel, pospeši prebavo. Ja, kar reaktivno pospeši, bi lahko rekli. Ne vem, če ste spomnite tistih videov od lani med poplavami, ko je drla, umazana, rjava voda iz vseh jaškov in kanalov. Jaz se jih spomnim vsakič, ko mi dajo napačno mleko v kavo. Tako da... Čeprav, jaz se ne spomnim, da bi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan o tebi govoril, kaj? Ne, ampak če bi me ujel, ko se mi to dogaja, verjemi, tudi on bi rekel, njemu rabi pomoč. Bi tudi o meni... Takoj bi tarčo posneli o meni, garantiram. Ok, hvala lepa, gospod Žerjal, dajmo en aplavz za... Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.